Ja, Goran, če se osredotočiva na nevidno delo, spravo izkoriščanje delavcev, kako se to odraža v vsakdanji praksi, pa če lahko navedeš kakšne konkretne primere iz Slovenije, ne samo s kmetij, tudi iz gradbeništva, industrije, in pa zakaj se o tem tako širše govori šele takrat, ko pride do takih primerov, kot je bil Mariblu ali pa kot je zdaj kmetija Bobnar? Ja, ker to ni naš svet, ne? Mi smo še vedno živimo v relativnem obdobju. Pač na koncu kot potrošniki še vedno vidimo pač zgolj etiketo, ne vidimo vso to verigo, o kateri je bilo zdaj govorjeno. In na drugi strani pač imamo situacije ljudi, kjer sploh to ni več nevidno, izkoriščeno, ampak je že vidno. In ta mera sprejemljivosti oziroma nekako to, da sprejmeš na nek način to določeno mero izkoriščanja, je ravno ta disonanca kognitivna. Pač, ja, se kaj pa naj, mislim, pač tako je. Se pač ni nekega proizvoda, ki je neutralen, ki je čist, pač ga ni, ne. Se ko telefon kupuješ, točno veš, da čisto vsak telefon, ko ga kupiš, je tenina izkoriščenja, kaj naj, telefon pa mora imeti, ne. Tako da, kot potrošniki seveda pač tukaj ima možnost izbire, ampak hkrati več kot to, kot ljudje, ko gledamo situacije, ko jih beremo, ko jih poslušamo, pa zagotovo pač delamo izbire vsak dan. In tukaj mislim, da imamo zelo veliko možnost vplivanja, večjo od te pragmatične možnosti izbire oziroma tega, da razmišljaš, kaj pa naj se vsi izkoriščajo. In to je tisto, kar poganja ta stroj, ne? To je tisto, kar poganja to izkoriščanje, da pač ta neka naučenost v neko udobno cono, ko ljudje živimo, pač kaj pa naj naredim, pač rabim hrano, rabim neko normalno, narekovaj obdobje, kaj naj naredim, mislim, ja, poglej, poslušaj, naredi nekaj, pogovarjaj se, mislim, na zadnje, vsakdo, s katerim se pogovarjamo, je delavec in vsakdo ima svoje zgodbe, kateri se pač lahko tudi marsikaj, ne sem poslušaš, ampak naučiš. In te verige, ki so, to ni samo pokazovanje kmetijstvo, to ni samo oseba, ki je izkoriščena na nekih poljih, to je tudi po celi verigi. To je oseba, ki recimo predeluje hrano v predelovalnem obratu, to je oseba, ki naprej to hrano predeluje recimo v kakšnem odzadji nevidnem delu kuhinje. To lahko celo pač, ne vem, včasih gre to za, ne vem, prebivalce istih naselij, ki se med sabo poznajo, ko se potem razdelijo ta dela, ne. Potem naprej, to gre za v bistvu, ko gre ta hrana naprej v gostinske obrate, spet novo izkoriščanje glede pač delavcev, ki delajo v gostinstvu. Tako da cela veriga v bistvu teh kockic, ko se zlagajo, ni samo ena točka, da zbereš, tam se pa izkorišča. Jaz se bojim, da tukaj cela ta veriga temelji na nekem, rekel, tihem gledanju nekega nevidnega izkoriščanja, ki včasih pokuka ven, recimo, kako smo rekli Mariblu ali pa recimo zdaj kot kmetija Bobnar, to niso edini primeri, to smo se na jasnem, zaradi tega se nekaj to pokuka ven. Inšpektorji bodo rekli, da tega pač ne morejo nadzorovati, ker jih je premalo. Mislim, javnost bo rekla, da kaj pa lahko naredimo, če pa imamo svoje osebne težave, a ne vsak dan to moramo reševati. Ampak mislim, da se da marsikaj tukaj narediti. Lokalno okolje, recimo v zadnji primer, ko je bil v Tedniku, neposredno, v bistvu tudi sodelavci, ki so videli, recimo na tej kmetiji, kaj se dogaja, so se javili. Jaz res stavljam lokalno okolje v takšnih okoljih, kjer se izkorišča delavce vse ve. Torej, neposredno lokalno okolje vse vidi. In namesto, da se zaprejo pač okna, da se potihem tam v kafiče, ko se vsi zbirajo, pogovarjajo, pojdi pa prijav. Tudi, če je to nekdo, ki je tvoj sosed. Pač, če imaš takšnega soseda, ne vem, če ga rabiš. Tako da, definitivno so možnosti, da se to levo redijo. No, tudi regulativa bi lahko regulirala, ne? Boštjan, evropski trg hrane ne bi bil urejen. Kakšna je realnost pri sledljivosti, transparentnosti, tudi pravičnosti mogoče? Kakšno vlogo ima pri tem famozna skupna kmetijska politika? A spodbuja trajnostnost, a spodbuja pravičnost? Ja, jaz bom govoril iz vidika potrošnikov, oziroma tistega, kar mi sledimo, ne, politika je pač dostikrat na drugi strani, mi pa lahko jo nekako oblikujemo ali pa sooblikujemo. Zdaj najprej ne povem, da kar se tiče potrošnikov je dejansko, da pri večini izdelkov je slabo obveščen, kaj se dogaja z njim, preden je prišel na polico. Se pravi, od tega, da pač velja načelo, da
je poreklo lahko zapisano tam, kjer je bil zadnji večji tehnološki postopek, recimo, ne vem, prepakiranje večjih količin v manjše, zato imamo, ne vem, indijske oreščke iz Slovenije, do tega pač, da ne more vedeti, ali pa zelo malo ve o sami trajnosti izdelka, kaj se je dogajalo. Ali je, vemo, da zelena embalaža še ne pomeni, da je karkoli ekološkega, ampak to je že eno tako zeleno zavajanje, ampak seveda imamo pa tudi razne oznake, o katerih potrošnik ponovadi zelo malo ve ali pa celo nič. In tudi, ko jih mi raziskujemo, se dostikrat vidi, ali so strani podjetij pač določena, in jih oni sami sebe preverjajo, ali pa dejansko pokrivajo samo en del te trajnosti, kar pa spet pomeni, da mogoče drugi del, kot je Matjaž prej vprašal, ok, imamo bio izdelek, ampak a je poskrbljen tudi za social dela, te trajnosti. In tukaj je potrošnik pravzaprav, ko sem poslušal Gorana, se mi zdel tako malo, sej bi, pa bomo izgovor najdel, ampak verjetno pa nujno pa ni, da lahko, ali pa da preprosto. Ker cena pa spet ne pomeni vsega. Mi imamo bio izdelke, ki so z vsemi certifikati opremljeni, pa še s kakšnim dodatnim, ki so relativno poceni, oziroma niso bistveno dražji, kot tradicionalni. Vemo, recimo, ne vem, če gledamo kakšne druge trge, tukaj Slovenija je malo mogoče neka posebna, saj, če primerjamo recimo z Avstrijo, tam so bolj trajnostni izdelki, že nekaj samo po sebi pomembnega in zaradi tega ne izstopajo več toliko. Zdaj smo gledali recimo tudi eco-label, ki je sicer redko prisoten v Sloveniji, ampak je na parih zelo poceni izdelkih in recimo v Skandinaviji itak so eco-label izdelki, oziroma tam je Nordic Swan, celo cenejši od običajnih tradicionalnih. Skratka, tukaj gre tudi za eno specifiko trga, pri nas je zeleno, še vedno grem na tržnice in tam kupam, bom rekel, grdo, 5-krat, 6-krat dražje, pa bo sigurno boljš kot tisto, kar je v enem diskontarju. Ampak noben pa ne ve, odkot je zdaj tisto prišlo na tržnico, niti tam pri diskontarju, se razumemo, tako da si zelo, zelo hitro padeš na to, da ne veš bi rad, pa mogoče ne delaš prav, ne da bi sam hotel, da ne delaš prav. Kar se tiče skupne evropske politike, je pa to seveda nekaj, kar je nekje gora, za večino potrošnikov, ampak ko smo mi delali raziskavo, se je skazali, da vendarle ljudje pa so občutljivi na te zadeve. Več kot 80% jih je rekel, da so delovne razmere, pravična plačila, pač vse, kar je povedano s tem socialnim delom trajnosti, da so izjemno pomembne, ali pa saj pomembne, ampak na drugi strani so pa tudi ugotovili v večkrat četrtini, ki je odgovorila, da je tukaj absolutno, da ni nič narejenega, oziroma da je premalo narejenega. Seveda oni nekako razumejo to diskrepanco, da tisto, kar bi moglo biti, pa v resnici ni. In tudi, kar se tiče politike, je pač nekako mnenje, da nekje na papirju je tam nekje 70% jih rekel, da je v redu, da nekako naj bi šlo v to smer, ampak v resnici v praksi se pa to ne dogaja. In tukaj imamo res en tak problem z tem nadzorom, pač ne sam papir, ampak dejansko smo tukaj kot potrošniki, ne bom rekel nemočni, ampak boljš bi bilo, če bi še gor bilo štima. Se pravi, od trgovca do, bom rekel, zakonodajalca, da nekako se točno ve, kaj se dogaja z izdelkom in da je potrošnik tisti, ki potem lahko na koncu kupi. In ne pozabiti, potrošnik kupuje v legalnih trgovinah. Zdaj, če se tam jagode, ki te reveži delajo, pa si uničujejo življenje v Španiji, ne prodajo sred zime, mislim, kako ne zdaj rečemo potrošniku, če bi bilo to na črnem spletu, bi mu rekel nekaj, ampak to pa težko. Zdaj, zakaj pa trgovec ne reče, ne bom tega dal, tole pa iz tega polja prišlo, jaz ne morem tega prodajati, recimo. Vsak ne nosi svoj del odgovornosti, bo to rekel. Ne na to zadnje vprašanje, je dejansko zelo preprost odgovor, ker je dobiček pomembnejši od vsega ostalega. Zato. Ampak mora biti pa zadeva dobro nadzorovana, da potem jih malo bolj te njihove ideje potisne. Torej so etično kmetijstvo, poštena hrana, to fajn zveni v strategijah, a je to sploh možno na EU ravni oziroma v Evropi, v Sloveniji, pa kaj bi bilo treba spremeniti, da bi mogoče to nekoč postala realnost?
kaj za vse to mogoče kakšen boljši sogovornik kot jaz, ampak vsekakor lahko pa izhajam iz tega, kar gledamo zdaj, ko sledimo predvsem novi zakonodaji, ki se sprejema oziroma je bila sprejeta na ravni Evropske unije, to se pravi direktiva o odgovornosti podjetij, to se pravi, kako se reče, skratka, skrbni pregled glede trajnosti v podjetjih. Ja, tako nekako se v slovenščino prevaja ta direktiva. Ta direktiva naj bi podjetjem naložila, da bi mogli dejansko pregledati celotne verige, od koder stvari prihajajo, pa ne samo na področju hrane, ampak dejansko na vseh področjih in same oceniti, kje lahko prihaja do izkoriščanja, tako okolja kot ljudi in dejansko te nepravilnosti odpraviti. Direktiva je bila sprejeta na ravni Evropske unije in po mojem mnenju dejansko je izredna zmaga, da se sploh o tem govori na evropskem nivoju. Čeprav direktiva v tem trenutku nima še nobene moči, ker se ravno zdaj sprejemajo, se dela revizija direktive in se bo v oktobru ponovno glasovalo na njo, skratka želijo jo omiliti, ne pa dejansko narediti še močnejše, kar pomeni, da v resnici še dolg časa ne bo nudila ali pa ne bo zahtevala take regulacije, kot bi se jo mi želeli, oziroma take regulacije, kot se prej govorila Goran ali pa Boštjan. Tako da država, Evropska unija, predvsem pa države, se mi zdi, da poskušajo regulirati, ampak z vso regulacijo mislim, da stvari ne bodo nikoli spremenile, da se bodo mogle spremeniti stvari na drugi ravni, da se bo mogla družba spremeniti in začeti sprejemati, dejansko videti stvari, to, kar je Goran rekel velikrat. Podjetja bodo mogla v nekem trenutku se odpovedati svojemu dobičku in delati z drugim namenom, kar dejansko tudi obstajajo že vzori tega, pa ne govorim tukaj samo o pravični trgovini, pa govorim predvsem o zadružništvu, če je pravilno zasnovano v socialni ekonomiji in tako naprej, ki dela z namenom izboljšanja kakovosti ljudi, tistih, ki so vključeni v podjetja in tistih, za katera ta podjetja delajo, ne pa z namenom ustvarjanja dobička, kar je dejansko namen vseh ostalih podjetij, tako da dokler dejansko bomo mi zasledovali ta famozni cilj dobička, se mi zdi, da se stvari na koncu ne bodo spremenile, ker vedno bodo obstajali ljudje, ki bodo dovolj ranljivi in dovolj in še bolj in pripravljeni v bistvu uničevati svoje hrbte, zato da bodo lahko oni zaslužili tisti svoj evro. Tudi recimo pogovarjala sem se z Eleno in s Kozminom, ki sta govorila o delavkah, ki skrbijo za starejše recimo v Italiji in so Romunke ratale zdaj že predrage, čeprav delajo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu, ne hodijo domov, nimajo prostih dni in tako naprej, ampak oni so ratale predrage, ker prihajajo Moldovke, ki bodo to delale cenejše, kot Italijanke. Tako da vedno bodo prihajali tisti, ki bodo še manj, ki bodo pripravljeni sebe uničevati še za manj in mislim, da regulativa tega ne bo spremenila, da bomo mogli mi kot družba spremeniti stvari, če želimo, da bodo enkrat stvari boljše. Skratka, vsi, ne samo država, ne samo potrošniki, ne samo podjetja, vsi bomo mogli. Ok, Goran, zakaj pa delodajalcev ni mogoče enostavno prisiliti, da delavce obravnavajo pošteno? Oni pogosto pravijo, da je logika supermarketov tista, ki znižuje ceno, pa ki ima pritisk na nenehno nižanje cen, ampak kdo tukaj pol prevzame to odgovornost? Vse več primerih, pa vse preveč zadevah, ko jih mi vidimo, je čista matematika, finančna računica. Ko je za supermarket v bistvu za njih finančna računica, da pribijajo dobavitelje za ekonomijo obsega, ko je finančna računica za te delodajalce, da če pride inšpektor, potem bomo imeli enega odvetnika, ki je cenejši, kot če plačamo 190. Čist finančno, to je cost benefit. Čist tako, če imaš enega računovodje, ti bo komod razložil. Ti imaš 100 delavcev, če se en pretoži, če le en na sodišče, pa je 99 ne gre, bo še naprej 99 ljudi izkoriščal.
Če boš imel situacijo, da pride inšpektor, če bo slučajno ugotovil nepravilnosti, pa če bo dal globo, se boš pritožil. Torej ne velja, ni pravno močna in ne boš na seznamu delodajalcev, ki ima recimo prepoved zaposlovanja tujcev. Postopek se bo vlekel 2 leti, vmes bo zamenjal delavce, ne bo imel tega kolektivnega spomina, ta delovni tim in potem bodo prišli jovo na novo in v isto rutino padli. Tako da, grdo rečeno, pa malo depresivno rečeno, splača se. Pač finančna računica je na strani delodajalcev, ki izkoriščajo. Zaradi tega, ker recimo v primeru regresa, jaz ne poznam primera, enega primer poznam, enega inšpektorja, ki je udaril globo krat število delavcev za regres. Ponovadi dajo pač opozorilo ali poreditveno odločbo, dajte to zrihtati, recimo in potem to delavci vidijo, delodajalec to vidi, se začne igrati psihologijo na delavcih, zaradi tega, ker mi reče, vidite, pod kakšnem nadzorom imam še inšpektorje. In potem je delavce pač seveda strah, ker rečejo, komu pa ne se obrnemo. Primer imamo gostilna iz Obale, ko recimo smo dobili mail pakistanskih delavcev, ki jih je pretepal delodajalec, ampak sem napisal v mailu, da se ne upajo na menega obrniti, ker jim je rekel delodajalec, da ima povezave s policijo. Torej, kam se boš obrnil? To nisem, torej, če gledamo zdaj celoto, finančna računica, tudi psihologija samega izkoriščanja je tukaj zelo močna, ker si ti v izolaciji, še posebej na kmetiji, recimo, ko se pogovarjamo, ti imaš tam delodajalce, ti imaš tam poslo, če kaj narediš, če kaj poveš preveč, izgubiš oboje. Posledica je, da izgubiš dovoljenje, torej si tukaj nezakonito deportacija. In tukaj mislim, da je v bistvu tisto, kar treba presekati, je to, da takšne delodajalce je treba zapreti in takšne firme treba zapreti. V Sloveniji se to še ne zgodilo. V tujini, ja, se je. Večkrat se to zgodilo v tujini, da so tudi večje firme zaprli, začasno, stalno, tudi delodajalce, ne za leto, ampak za več let. V Angliji primeri, ko so bili na podlagi te nove zakonodaje na področju boja proti trgovini z ljudmi, mislim, da ta Gang Master License and Authority, so v bistvu skupino izkoriščevalcev zaprli za, mislim, da 8 do 10 let zapora. Tukaj tega, tukaj so pa pogojne kazni. In to tudi seveda delodajalci potem pač dobijo signal, ja, pač imel pogojno 2 leti, 6 mesecev, če nešto naredim, in to je to. Tako da ja, v osnovi denar. Pa vidiš v Sloveniji kakšne možnosti, da bi se to tudi pri nas začeli dogajati? Absolutno, vse druge izbire nimamo, ne? Zaradi tega, ker jaz ne bom zdaj govoril, da treba čez noč cel sistem zamenjati, zato ko sem že preveč o njemu, ampak stvar je v tem, da ko vidiš ti v bistvu vseeno inšpektorje, ki vseeno grejo v filmov, ki tudi dajo naprej, ne samo prijave, ne samo globe, ampak tudi ovadbe, da potem spremlja to zadevo, da potem tožilec to dobi v roke, da tožilec se reče, ok, dajte policisti to raziskati, dajte mi še naprej dokumente zbrati, da policisti grejo na teren, zberejo dokumente, dajo tožilcev, da tožilec dobi take dokumentov in zbere, da mašnico da na sodišče, da sodnica v bistvu res objektivno vse pogleda, pregleda in da ugotovi, se da, absolutno se da. Koliko to traja? Maringlu je bila dana ovadba novembra 2022. No, 3-4 ovadbe se bila dana. Tako da časovna komponenta je tukaj zelo pomembna, ker ljudje, ki pridejo delati v takšne izkoriščevalske pogoje, to moramo gledati, če en mesec ne dobi plače, on gre. Zaradi tega, ker je dolžen raznim izkoriščevalcem v svoji državi. In ti izkoriščevalci imajo svoje obresti, ki niso legalne. To so kriminalci. In to ne ti bodo potrkali na vrata in ti bodo rekli, jaz hočem denar, plus obresti. In ti delavci, ko pridejo k nam, če mi rečemo, počakaj 2 leti, on se bo šel naprej izkoriščati v Italijo ali pa v Španijo ali pa recimo Portugalsko. Ok, ko smo bili že ravno pri finančni računici, gremo nazaj na potrošnika. Boštjan, a bi bili potrošniki res pripravljeni plačati več za hrano, če bi vedeli, da je predelano v poštenih delovnih pogojih in a lahko dejansko potrošnik z izbiro kaj spremeni? Jaz bi z veseljem rekel ja, ampak žal, da tudi to, kar mi vidimo na terenu, da pa vse raziskave, ki so bile narejene na tem področju, kaže na to, da potrošnik izbira z denarnico, ne z glavo, pa s svojim okusom deloma, se pravi, da se drži nekih ustaljenih znamk, če tako rečem. Šele potem že trajnost, ne vem, če je nujno na 3. mestu, sama kot taka, se pravi bio, ekološko, tisto, kar je najbolj, bom rekel, udarno danes. Zdaj, delovne razmere so pa že zelo, zelo nizko pri zavedanju.
Meni je tudi žalosten je to, da tudi se ne moramo zanesti na to, da rečemo, ok, ja, pri teh oreščkih je Indija zadaj, dej pazi, oreščki pač ne rastejo sred Ljubljane. In da bi rekel človeku, kup, ne vem, izdelke, ki so res izdelani v Evropski uniji, recimo zdaj smo slišali Nemčija, zdaj Nemčija je bila nam zmeri, kakovost, to je pa sigurno v redu, ampak in če bi še zdaj na ulico vprašal, da boš potrošnike, bi verjetno rekel v Nemčiji absolutno zaupam, pa Avstrija, pa Švici najbrž še, pol Italijanom že malo manj, Špancem sploh ne, pa smo mogoče še Balkancem, ki se jih poznamo, kar je pa dol, pa sploh ne zaupamo, pa vidimo, da tudi tukaj ne zaupamo. In zdaj, kako tem ljudem res povedati, ker bojim se pa tega, da tako kot pri teh zelenih zavajanjih, da bo tudi tukaj prišlo do nekega zavajanja. Če bo to postalo, da ne rečem modno ali pa popularno, oziroma da bomo začeli resno o tem govoriti, bojo kar naenkrat izdelki, ki so danes stali evro, kar naenkrat stali 3 evre, pa spod bo pisali izdelano v ne vem kakšnih pogojih v Sloveniji. Pa boš ti rekel, je super, ampak v zadnji pa je 5 držav še vmes, ki pa niso pravi pogoji. In bo tudi to zaupanje potrošnikov je tukaj zelo težko pridobiti, ker tudi vidimo, da so zavajanja, ki so popolnoma nepotrebna. In jaz se vedno sprašujem, kako to, da tudi te firme, v redu, vsaka skrbi za svoj dobiček, ampak ko ti delaš nekaj dobro in delaš dobiček s tem, poti pride pa ena firma in ti vse podre, ker je vse cenej kar naenkrat. Ja, jaz nisem slišal, kdo drug slišal, za kakšne velike tožbe, da bi se velike firme med sabo tožile. Jaz to izdelujem res, ne vem, v Evropi, pa imam delavce plačane nadpoprečno, ti pa se voziš iz, ne vem, daljnih držav, da ne rečem kjerih, kjer ti ne plačuješ delavcev, ker vemo, da so slabe razmere, jaz lahko vedno odprem tovarno, pokažem, kako fino se imamo, ti pa ne moš pokazati, odkot tvoja roba prihaja. In da bi že oni se začeli malo med sabo, pa tudi tega ne vidimo, dejansko skupaj držijo vsi in prej tudi ta firma, ki je v Evropi delala, začne, koliko smo zdaj, se vidimo tudi pri oblekah, kaj vidimo, Kitajska ni več v redu, zdaj so že države, ki jih ljudje sploh več ne poznajo po imenih, ker so to, bom rekel, ven iz fokusa ali pa iz teh žarometov mednarodnih, in to se zdaj pač vsi delajo, vsi. Če pa ne delaš, pa propadeš, kar je pri nas recimo tudi zaradi tega verjetno en del tekstilne industrije propadel. In podobno je pri hrani, našo hrano pač izrinjajo. Zdaj, če je tam Španija, če tam skoraj pol Slovenije, za pol Slovenije površine posejane s temi polji, pa to bi bomo težko konkurirali. Ampak če bi pa začeli nabijati, bom rekel, pač nek davek, da bojo tudi oni tam začeli, ali pa da jih začnejo normalno plačevati, pa bomo pa verjetno zelo blizu. No, ko smo ravno pri Sloveniji pa zaupanju v slovensko hrano, oznaka narejeno v Sloveniji, tu večin, se mi zdi, da Slovenci temu kar zaupamo, Zaupamo oziroma jo vidimo in kupujemo take izdelke, Ampak tukaj imamo veliko zgodb, ki ni čisto nujno, da bi se narejeno v Sloveniji. Živa, koliko mu dejansko lahko zaupamo, kaj pove, pa kaj pa zamoči? Odvisno, kakšen je znak, ki to pravi. Velika je razlika med različnimi znaki. Zdaj, dosti teh trgovskih znakov so tudi že, recimo tukaj je že prišlo do nekih sankcij, oziroma so mogli spremeniti. Naprimer, pred par leti je bilo tako, da je imel Hofer narejeno v Sloveniji nek svoj znak s srčkom, pa je bilo zelo zavajajoče, ker ene stvari so bile zares v Sloveniji narejene, lokalne, ene so bile pa v bistvu samo zadnja faza, zapakirane v Sloveniji. In so bile tako majhne razlike, da pač se ni, kot potrošnik ne moreš vedeti tega. Pa tudi v bistvu ponavadi gremo v trgovino in pač kupimo tisto, kar piše narejeno v Sloveniji. Tako da tam recimo jim je Agencija za varstvo konkurence jim je naložila, da morajo bolj diverzificirati te znake. Pol imamo znake, kot je recimo, ki so tak nacionalni in certificirani, recimo so tudi bolj verodostojni kot tisti, ki so samo zadnje faze. V glavnem velja tako, da tisti, ki so preverljivi, ki so uradni, v smislu, da jih neka nacionalna državna institucija podeljuje, so bolj verodostojni kot tisti, ki si jih firme same. Obstajajo tudi drugi znaki, ki govorijo, ne o lokalnem, ampak o načinih, kako so narejeni, ki niso nacionalni, ampak načeloma pravilo tako, če je firma sama po sebi da sebi znak narejen v Sloveniji, pa tega ne spremlja znak, ki je tudi nek uradni znak, ampak samo njihov lastni brand, je
ni zanesljivo. No. Je velika možnost, da je vsaj velik del izkoriščeno. Pa da če že govorimo o tem narejeno v Sloveniji, tudi spet odvisno kako in pri kakšni hrani, naprimer čokolada naprimer, ne more biti je tak primer, pa ne more biti narejena v Sloveniji, ker pač ne raste v Sloveniji. Ne sladkor in ne čokolada, lahko da je mleko slovensko mogoče. Lahko je zapakirana v Sloveniji, zamešana. Ja, škoda, da ne raste kakao, pa pač ne še, no, ali pa recimo včasih tudi je skrita sestavina, naprimer, ko govorimo o sploh industrijski živinoreji, je to recimo krma, ki govorimo o krmi, ki potem prepotuje cel svet in se v bistvu zakrije tudi del, ki prihaja do teh velikih industrijskih obratov, kjer za živali nimajo možnosti, da bi recimo kmetem, pa to je v bistvu že direktor podjetja, če je res tako veliko, jadro podjetje, ni kmetija, da bi zagotovil na lokalni ravni prehrano recimo za živali. To je tudi ena taka sestavina, o kateri ne govorimo. Tako da ja, no, so oznake, ki nam zagotavljajo, da so stvari res v Sloveniji narejene, to je za zaupati. Najbolj zanesljivo pa je v bistvu direktno s kmetom govoriti, nekako z zadrugo se povezati. To so stvari, ki so preverljive v roku, ne vem, enega dneva. So pa tudi certifikati nekateri seveda, ki nam pomagajo pri odločanju, da bomo mogli vsakega izdelka na ta način gledali. Ja, Živa, boš ti malo več povedala o teh certifikatih, recimo o certifikatu, kot je Fairtrade, ekološka oznaka, analitica evropska. Kje so njihove omejitve, pa kako mogoče to vplivaš na očitke, da certifikati pogosto samo pomirajo vest potrošnikov in ne rešujejo pa temeljnih problemov? Ja, mislim, da ta temeljni problem certifikatov danes je to, kar je že Živa omenila, da jih je malo morje in da že blazno težko v bistvu dejansko vemo, ker certifikat pomeni kaj. Naslednja stvar pri certifikatih oziroma njihovih omejitvah je ta, da ene so seveda take, ki imajo blazen nadzor, recimo marjetica, to se pravi ta zelen znak listek, ta je nadzorovan strani državnih inštitucij, potem so v bistvu paradržavne institucije, ki so kontrolirane strani državnih inštitucij in tako naprej, ampak ta certifikat nadzoruje samo ekološkost, to se pravi samo ta okoljski del. Absolutno pa nima nobenega nadzora nad tem, ali so delavci pravično plačani ali niso, oziroma delajo v normalnih pogojih, kar pomeni, da predvidevamo lahko, da na področju tudi ekološke pridelave je veliko izkoriščanja delavcev, ne sploh glede na to, da to postaja vedno cenejši, mislim, tudi ekološki proizvodi postajajo vedno cenejši. Potem so pa tukaj še naslednja skupina certifikatov, ki so pa v bistvu civilno-družbeni certifikati, kot je recimo Fairtrade, Rainforest Alliance, Fair for Life, Fair Wild, Soul Association, ne vem, pač malo morje jih je, ki jih dobite pri nas, ki jih najdete pri nas, mogoče pri nas sta najbolj pogosti so absolutno Fairtrade, Rainforest Alliance, pa mogoče EcoCert, pa EU-label, Ecolabel, ki se je zdaj, ampak Ecolabel je v bistvu marjetica pa nadzorovana strani spet Evropske unije, oziroma spet državnih oziroma paradržavnih inštitucij. No, te civilno-družbeni certifikati, pri te se pa imajo pa zelo različne kriterije od zadaj. Eni imajo tudi socialne oziroma temeljijo na zaščiti ljudi, recimo Fairtrade, pa tudi Rainforest Alliance, pa tudi UTZ, no, recimo to poudarja, se pa oni te med sabo razlikujejo predvsem po nadzoru, to se pravi nadzoru, ki ga izvajajo pri pridelovalcih. Zavedati se moramo, da nobeden od teh certifikatov ne bo zaščitil spet najšibkejših, zaradi tega, ker enostavno ti moraš že nekaj narediti oziroma moraš nekaj imeti, moraš biti kmet, moraš biti pridelovalec in se združiti z drugimi kmeti v neko združenje, da se lahko sploh v bistvu pridružiš oziroma da lahko se sploh certificiraš, ker certifikati niso poceni in tudi te izvajanje monitoringa oziroma nadzora ni pocen. Zdaj pa zelo različno. Vi, če greste prebirati raziskave, če se pogovarjate z akademiki, če se pogovarjate z gibanjem, ali Fairtrade, ali pa še kakšnim drugim, boste dobili zelo različne informacije o tem, koliko so te certifikati zanesljivi ali pa niso zanesljivi, ampak načeloma
tako po naših podatkih oziroma po raziskavah, ki smo jih mi naredili, oziroma zdaj smo delali še novo raziskavo za študenti FDV-ja, v katero se je vključilo 15 študentov, ki so spet preiskovali prav Fairtrade certifikat, prav ta jim je bil zanimiv. Prihajamo do ugotovitev, da še vedno najboljši nadzor izvajajo proizvajalci, to v celoti vse samo pozitivno. Prihaja do izkoriščanja sistema, prihaja do tega, da dejansko ljudje tudi na plantažah ali pa na kmetijah, ki so Fairtrade certificirane, se najdejo izkoriščani delavci oziroma delavci, ki ne delajo v primernih pogojih. Potem je pa še drug problem, da seveda vsi te certifikati so praviloma te, ko govorimo o njih, to se pravi Rainforest Alliance, Fairtrade in tako naprej, praviloma certificirajo izdelke, ki niso narejeni v Evropi oziroma so narejeni v državah globalnega juga. To se pravi tam, kjer je zakonodaja ponavadi še šibkejša in absolutno je zaščita delavcev tam še manjša, kakor je pri nas, pa že pri nas se dogajajo kršitve. Tako da so tudi družbene norme tam drugačne in tudi sprejemanje tega, kaj je zdaj primerno ali pa kaj je izkoriščanje, pa kaj ni izkoriščanje, je v teh državah drugačno, kakor je pri nas. Tako da jaz vam ne morem dati preprostega recepta, zdaj pa, če boste pa videli ta certifikat, pa to je certifikat, ki mu absolutno lahko sledite in še vedno, tako kot je rekla Živa, najboljši način je seveda lokalno, od kmeta, direktno, od tistega, ki veste, od kje stvari prihajajo. Ja, vem, s tem se zelo zoži nabor tega, kaj lahko uživamo, ampak v resnici je to tudi za nas najbolj zdravo, ker je najkrajša dobavna veriga, ker je dejansko največ stvari se ohranja. In tudi tukaj v bistvu supermarketi nikoli ne bojo mogli doseči tega standarda, kakor ga lahko dosežemo na tem nivoju, če kupujemo oziroma če se obračamo direktno k pridelovalcem oziroma predelovalcem, ki predelujejo iz lokalnih sestavin. No, na to, kakšno hrano bomo v prihodnosti jedli v Evropi, v Sloveniji, pa bo vplival tudi Mercosur sporazum, ki nam grozi in je najverjetneje nas bo doletel. Živa, če lahko prosim, samo poveš, kaj Mercosur sporazum sploh je, pa kaj pomeni. Pomeni res nižanje standardov, se vemo, da to pomeni, boš vedela kako, pa kaj to pomeni za slovenskega kmeta, za evropskega kmeta. To je trgovinski sporazum med Evropsko unijo pa državami v Južni Ameriki, nekaterimi izmed njih. V osnovi zelo poenostavljeno govorijo o tem, kako bomo iz Evropske unije določene izdelke ceneje izvažali v Južno Ameriko, to recimo, ne vem, bodi se avtomobili, pesticidi, recimo ta industrija je tudi tista, pa se zdaj niti ne spomnim več, kateri so, nazaj pa naj bi uvažali tiste stvari, ker naj bi bil tle manjko, tle recimo je od goveda do pa seveda stvari, ki jih itak tam izvažamo, čokolade, palmovega olja, sladkorja in kupili takih stvari, ki jih vsak dan uporabljamo. Po temu, kar nam pravijo zaenkrat zakonodajalci, nekako pravijo, da naj bi bil v redu, zato ker naj bi imel varovalke, ker naj bi spoštoval zeleni dogovor in podobno, ampak nič od tega zares ne drži. Zares ta sporazum samo dela trgovino med državami cenejšo, davki so nižji, večji pritok bo izdelkov, prehranskih izdelkov, ki ne dosegajo standardov, evropskih prehranskih standardov v Evropsko unijo, zaradi tega, ker so cenejši, ker ne bo dosti kontrole je zmanjšana, kljub temu, da določena količina, ki naj ne bi jo smeli presežiti, je ta višja od količine, ki jo uvažamo sedaj, kar pomeni, da bo to še en pritisk z nizkimi cenami in nekakovostnimi izdelki na cene hrane v Evropski uniji, kar posledično je pritisk na hrano, ki jo prodajajo evropski kmetje, sploh tisti, ki niso industrijski obrati, ampak pač kmetje, ker bojo imeli konkurenta s toliko nižjo ceno, da zdaj ali bojo znižali, ali bomo drugače kupovali, ali bojo znižali standarde toliko, da bo podobno slabo, kar verjetno si ne želimo, ali nekako se bodo drugače mogli znajti, mogoče z ustanavljanjem nekih alternativ, ampak skratka je pritisk na potrošnika z vidika znižanja kakovosti hrane, pritisk na pridelovalce z nizkimi cenami izdelkov
in hkrati je v bistvu licemerje zaradi tega, ker bi pa mi izvažali v tiste države sestavine, ki jih mi ne smemo v kmetijstvu niti uporabljati, potem pa od tam kupovali hrano. In hkrati govorili, ja, vi pa uporabljate pesticide, takšni, ki so v Evropski uniji prepovedani, mi smo zeleni, zato jih ne uporabljamo, jih pa proizvajamo. In dobimo nazaj potem s to hrano, ki jo bomo uvajali. Ja, tako da je v bistvu je sporazum, ki se vlači že mnoga leta po različnih telesih, papirjih, predaljih. Zdaj je poslan bil v Slovenijo, je prišla verzija, ki naj bi bila zdaj končna. Poskušamo pač pošiljati, ravno zdaj imamo pripravljeno tik pred pošiljanjem je pismo za ministrstvo, ki so upletena v to, predvsem za gospodarstvo in za kmetijstvo. Povezani smo tudi z podeželsko mladino, z mladinskim svetom, z Greenpeaceom in še drugimi podporniki, tako da pač probamo v naših močeh vplivati na to, da bi Slovenija se postavila na tisto stran, ki pravi, da je, torej na stran kmetijstva, na stran kmetij, na stran potrošnikov, na stran predvsem okolju prijaznega razvoja. Zdaj bomo pa videli, ali bojo spet tiho, ali se bojo oglasili. Ja, ker v prejšnjih krogih je bila Slovenija vedno zadržana. Bolj ali manj tiho, zadržana, ni dala svojega mnenja, nekako so vmes niso pritrdili sporazumu, niti niso popolnoma pritrdili našim vprašanjem, zares ni trdnega stališča. Lahko bi rekli, da upamo, da bojo imeli negativno stališče, ampak bomo videli. V redu, zdaj pa še eno zaključno vprašanje za vse. Kdorkoli se bo počutil poklicanega, no? Oziroma lahko tudi vsi. Zdaj v javnosti pogosto prevladuje prepričanje, da je pravično pridelana hrana nujno dražja. In seveda zato teže dostopna. Že zdaj sta sadje in zelenjava, tudi poceni sadje in zelenjava za marsikoga velik strošek. Zdaj, če odpravimo to izkoriščanje delavcev in uvedemo višje okoljske standarde, to najbrž pomeni višje cene? Ja, ne? In kako v bistvu lahko zagotovimo, da bo ta dobra hrana, pravična hrana dostopna vsem? Se pravi, kako najti to ravnotežje med pravičnostjo, trajnostnostjo pa dostopnostjo hrane? Million dollar question. Ja, so nekateri koraki, ki so pač jasni. Da so pač marže različnih akterjev, ki prodajajo hrano zelo različne. Imamo veliko nižjo maržo, kot ima recimo supermarket. To je eno področje, kjer bi se lahko. Drugo so javne institucije, ki dejansko hrano ponujajo. Od šol do menz, do bolnic, do vse skupaj, kjer sicer imajo finančno omejena sredstva, ampak če govorimo o zdravju, verjetno zdrava hrana, dobra hrana, pravična hrana bolje deluje tudi na telo, tako da verjetno bi tam lahko nekaj naredili. Drugačna potrošnja enostavno, se pravi, pač skozi se obešamo te jagode po zimi, ampak pač so tak lep primer, pač jagode ne jemo po zimi, jemo tiste stvari takrat, ko so, konec koncev skuhamo. Hrana, recimo, če bom dala banalen primer, pri vsem temu, ko govorimo sistemsko, avgusta pač kupiš paradižnika na kile in si skuhaš paradižnikovo omako, ali pa vprašaš sosedo, ali pa pač na sosednjem, kolega ali pa kmetijo, če lahko to naredi in tam odkupiš in imaš ozimnico narejeno za celo leto in potem ni drago. Tako da ja, hrana ni poceni, nikoli ni bila poceni, hrana tako poceni, kot je v zadnjih 20 letih ni bila nikoli. In mislim, da bo treba tukaj nekaj tudi s prioritetami, kaj kupujemo, kako kupujemo, spremeniti, poleg regulacije, ki je potrebna za to, da se enostavno prepreči zlorabe takšne in drugačne. Recimo za Nemčijo smo videli konec koncev, prej to je bil dober primer, ko sta ga Elena predstavlja, da pač so bile zlorabe, ampak so prijavili, so institucije, ki pomagajo, očitno lahko potem to gre nekam na organi, ki potem naprej to peljejo. Pa tudi ti si omenil ene par takih stvari, ki so bile rešene. Tako da ja, spet vse ni volji, ne? Enostavno. Ja, jaz bi temu dodala, da obstajajo primeri dobrih praks, da
Nikad, da ne obstajajo primeri skupnostnih vrtov, obstaja konec koncev pravična trgovina, ki nekako dokazuje, da drugačna tudi mednarodna trgovina s hrano je možna in pravično trgovinske izdelki na trgu še vse niso med najdražjimi, so pa po navadi in nosijo 2 certifikata, in ekološkega in pravično trgovinskega, pa so lahko tudi cenejši od samo ekološko certificiranih proizvodov. Tako da jaz mislim, da boljša možnost obstaja, ampak ogromno je na naših nakupnih navadah, kaj bomo mi kupovali. Pa ja, vse kakor ne rabimo toliko. Supermarketi nikoli niso bili toliko veliki, kot so danes, in nikoli ni bilo toliko hrane naenkrat na voljo, kot jo je danes, če bi se količina hrane, ki jo porabimo, zmanjšala, ali pa ki je na voljo zmanjšala, bi lahko bila kakovostnejša in dejansko bi nastajalo tudi veliko manj odpada in bi bilo to, mi imeli to in okoljsko, bi imeli boljši učinki in z vidika ljudi bi lahko bila v bistvu pridelava bolje plačana. Vse to je seveda res, ne? Mislim, mi smo dejansko šli iz vse hece, kako smo mi pravzaprav v 30-35 letih popolnoma spremenili, ne? Pa še nismo tako daleč kot zahodna pa severna Evropa, ampak imamo še v genih ali po svojem spominu naša generacija, kako to izgleda. Ne? Jaz, ko se z Danci pogovarjam, njim je neverjeten, da se mi prizadevamo za to, da se zadeve ne pakirajo v plastiko. Ja, pa se pa v nič. Ja, ne vem, 40 let nazaj se ni nič bolj uničval, kot zdaj, kot jaz vem. Sadje smo imeli, pa ti ga je dal uno vrečko na štantu majhnem, ki sem ga imel v naselju, zdaj imam pa jaz sadje v neki ogromni štacuni, kjer je samo sadja toliko, kar je prej ta velika štacuna, pa moja najbližja bila. Tako da ta sistem se je dejansko čisto izrodil, ampak tukaj je sistemsko nekaj narobe. Jaz sem prepričan, da bi potrošniki imeli radi take lušne majhne trgovince, ki bi bile po naseljih pa z lokalnimi proizvodi pa tako naprej, ampak jih zapirajo, jih ni več, in noben ne podpira tega. Mirno se, imamo z malimi trgovci skozi, ja, še nas boste izgnali, pa boste še to pa to. Ne, nočemo vas. Dajmo narediti sistem, kjer bo te male trgovce podpiral, ampak hkrati pa pri potrošniku, pa za potrošnika pa narediti sistem, ki bo omogočil, da ima res vpogled, kaj kupuje, v to, kar kupuje, da ga ne bojo okolj prinašali in bo pa še to bolj frustriran in bo pa rekel, se iz izga koša prinesemo. In zdaj ta del, tukaj pa kar nekaj delamo, Matjaž je že omenil ta, oziroma bomo še omenili tole projekt, kjer se gleda pač, če gre za ponaredke, da bo to čim bolj enostavno, da bo tudi da ne bomo zdaj kupovali nekaj, kar ni v resnici recimo tudi, če biološko od nekod, kar piše, da je. Pa tudi ta digitalni potni list, kam bolj ima več povedal, je tudi zelo pomemben, ker boš pa res lahko imel celo zgodovino tega. In jaz mislim, da je to tisto, kar pa lahko pa privleče potrošnike, zdaj pa cenovno, pa jaz mislim, se bo zadeve izravnale. Tako, kot sem rekel, če je lahko ta Nordic Swan izdelki, če so lahko v Skandinaviji cenejši kot tradicionalni, ja, zato, ker je več povpraševanja po njih, ker je promocija, ker je to. Ker so oni, se pravi, ni nujno, da tisto, kar ljudje res, kar je nekako modno, če tako rečem, ali pa kar je prav, da kupujejo, da je dražje. Jaz mislim, da je tle konkurenca naredi svoje. Absolutno. Tudi na tem nivoju. Ampak moramo pa počistiti spodnji nivo, ker ne ustreza ničemur. Goran, še ti mogoče nekaj zaključna misel? Čisto hitro, izkoriščeni delavci jejo izkoriščeno hrano. Čisto preprosto povedano, ampak je tukaj še ena komponenta, to je čisto hitro razloži še kaj ta dodatna komponenta. Potrošniki smo navajeni na hitrost. Gledamo tam po voltu, ki je tista pikica, ko prideš in hitreje, ali pride z avtom, pride s kolesom. Gledamo, kdaj pride roba, pač ko naročiš prek spleta, seveda, ko nahojiš trgovino, kdaj bo prišla v 2-3 dneh in ko si jezen, ko ne pride v 5 dneh. Skratka, realno gledano je pa to, da ti ljudje, ki to vozijo, ti ljudje, ki to pripeljajo, ti ljudje v bistvu so isti po zdravju. Ti ljudje imajo po navadi, ko pridejo k nam, imajo 3 bolezni, oziroma 3 poklicne bolezni, tako rekel, ko vozijo, to je v bistvu želodčni kamen, črno želodcev, pa diskus hernija. Zato je, ker oni jejo visoko procesirano hitro hrano, junk, ves čas. Oni rabijo šust energijski, ves čas. Ti fizični delavci, vsi ti delavci rabijo neko hrano, da si jo dajo v usta, govtajo in grejo. In v bistvu to je vsa ta hrana, je to ta poceni, hitra hrana, ki jo jejo.
In v bistvu, kaj je za to hitro hrano, kaj je za to visoko procesirano hrano, vsi vemo. In v bistvu, dokler ne bo takšne kupne moči teh delavcev, da bodo rekli, halo, jaz imam delovni čas 8 ur, potem pa domov, zaradi tega, ker pač z nizkimi plačami pomeni, da ko prideš domov v 4, boš primoran z nekega vidika zapravljati tisto svojo nizko plačo. Skratka, osnova, tukaj da pogledam, je pač ta kupna moč, s katero v bistvu potem postavljaš standarde. Če boš imel nizko plačo, nimaš standarde. Boš šel v trgovino, boš kupil nizko cenovno hrano, ki te bo hitno šopala, da boš lahko pač svojih 125 pravil na dan naredil. Skratka, iz tega vidika jaz mislim, da definitivno tisto, kar delodajalci najbolj sovražijo, plači jih, pa iz tega vidika se bodo tudi delavci počasno navadili, da obstaja nekaj, kar je 40-urni delavnik. Da ne bodo signal po 12 ur, 14 ur, vmes pa pač gotovo pocen junk. In mislim, da tukaj je treba zelo biti na tem delati, ker veliki delavci, ki k nam prihajajo, je tako izkoriščeni, da so že samo izkoriščeni. Oni so navajeni delati po 12 ur, navajeni so jesti pocen hitro hrano in potem pridejo te 3 diagnoze najmanj. In tukaj bo treba zelo veliko še narediti na temu, da pač je treba ta krog začalen presekati. Pač ti se pogaji za višjo plačo, ne pa za več dela. Potem pa pride vse. Najlepša hvala. Šterim. Upam, da je bilo zanimivo, mislim, sigurno je bilo zanimivo, se smo bili tukaj. Boštjan, tebi bi prosila, da kar ostane zgor, ostali se.